Lepo pozdravljeni. Letos je leto obletnic. 80 let od konca druge svetovne vojne, 35 let od prvih demokratičnih volitev v Sloveniji. Zato smo povabili v studio posebnega gosta, to je sedaj predsednik Društva poslancev iz leta 90, sicer pa upokojeni, gospod Marjan Podobnik. Lepo pozdravljeni, gospod Podobnik, torej začniva pri samem začetku. In to je zelo pomembno za slovensko politično zgodovino in to zelo malokrat omenjamo. Torej, vi ste bili pravzaprav med tistimi člani, takrat še ne Slovenske ljudske stranke, ampak kmečke mladine, ki ste v bistvu 12. maja katerega leta že ustanovili to slovensko prvo politično demokratično stranko. Malce nam povejte, kako je to bilo, kdaj je to bilo in kako so se stvari potem razvijale. Ja, lepo pozdravljeni najprej in hvala lepa za povabilo. To je bilo leta 88, torej 12. maja 88 smo ustanovili tako Slovensko kmečko zvezo kot prvo demokratično politično stranko na slovenskih tleh po drugi svetovni vojni, kot formalno tudi Zvezo slovenske kmečke mladine, ki pa je že predtem 29. februarja na prestopno leto je to bilo, imela v Žalcu svoje srečanje in smo potem iz tega kroga kmečke mladine in naših profesorjev bili tudi glavni v iniciativnem odboru za potem kasnejšo ustanovitev. In jaz sem prav, ko sem iskal ene dokumente, prišel do te knjižice, se pravi bloka rokovnika iz 1987. leta, ko sem bil v kmetijski zadrugi Idrija, kjer sem poleg teh službenih stvari, ki sem jih not pisal, sem si pisal tudi kakšne misli na teh srečanjih, ko smo se pripravljali na to, o tem, da očitno nam oblast še dolgo ne misli dati možnosti, da bi kaj povedali tam, kjer se odloča, zato si bomo besedo vzeli kar sami. In to se je dejansko zgodilo potem na tem srečanju v Žalcu, ko smo bili Zveza slovenske kmečke mladine, iniciativni odbor, kjer je bil profesor dr. Zagožen, naš nekako glavni podpornik. Na to pa je prišlo do ustanovitve Slovenske kmečke zveze 12. maja 88 v Unionski dvorani, nabito polni, niso mogli vsi priti tja in seveda smo ponosni, da smo slovenski kmetje, pa kmečki izobraženci in tudi mnogi drugi, ki so bili takrat zraven, orali nekako ledino te demokratizacije Slovenije. In je zanimivo, da se to toliko ne poudarja, namreč še pred padcem Berlinskega zidu, Berlinski zid je padel 9. novembra 1989, to se pravi več kot leto kasneje, se je v Sloveniji že začela demokratizacija. Tako. A vam je to kdo prišepnil, vas je kdo nagovoril? Kako ste prišli do te ideje? Ja, zanimivo je to, da je takrat dejansko na Poljskem je bila takrat solidarnost. Ja. Še par manjših gibanj je bilo po Evropi, ampak dejansko, ko smo gledali vse te arhive, pa to zelo malo in smo bili res, čisto med začetniki in brez kakšnih zunanjih zgledov. Ampak enostavno prišlo je do tega, da smo kot izobraženci, nekateri še študenti takrat na začetku, nekako hotel nekaj spremeniti, ko smo ugotovili, da pač ta sistem ne omogoča, da bi, razvijali, če smo bili z kmetijskega področja, kmetijstvo, kmetom, mladim dali neko perspektivo, prav tako pa, da ni neke možnosti odprtega duha, odprte razprave, da je potrebno drugačno družbo, to smo že poznali tujino, tam, kjer je bilo možno izmenjavati ideje povsem svobodno in je preko tega prihajalo do razvoja in je prišlo do, pravzaprav zanimivo to, do ustanovitve Slovenske kmečke zveze v Unionski dvorani na dogodku. Neposredni pobudnik je bil moj kolega, študentski takratni Pavle Žakelj iz Šentjošta, je rekel, naredimo en Štihov večer. Če se spomnite gospoda Štiha, ki je takrat v Cankarjevem domu organiziral ene večere, naredimo še na to našo temo. In tema je bila, ali mora kmet res samo ubogati. In potem se je iz te teme na tem dogodku, na samem dogodku prišlo do pobude, dajmo mi
nič čakati. Nič čakati, dajmo mi kar danes ustanoviti organizacijo. Zato, ker bo moral kmet in drugi samo ubogati, če mi ne bomo se organizirali. In to je bil seveda velik šok. Jaz se spomnim, da je SZDL je na tem srečanju, ki smo jih povabili, zastopal gospod Žakelj, takrat je bil gospod Smolej, bil predsednik. In so rekli, ja, to je zelo dobra ideja, ampak počakajte. Danes ste povedali te stvari, pa se bomo naprej pogovarjali. In so, hvala Bogu, posnetki iz RTV-ja, da je potem tam bila z aklamacijo sprejeto takoj ustanoviti. Ustanovili smo odbor in se potem pač formalno ustanovili, registrirali, takrat je bila pač možna registracija tudi kasnejših strank. Mi smo bili prvi samo preko SZDL-ja oziroma preko teh organizacij in pol, ko je bila sprememba zakonodaje, smo se registrirali tudi pač po zakonu o političnih strankah in to so bili temelji. In potem so seveda nastajale tudi druge stranke in mi smo zelo veseli bili. In tudi danes, recimo, se to vidi z drugačnega zornega kota, ko smo ustanavljali, ko so gospod Ivan Oman, Franc Zagožen, drugi, tudi sam sem bil nekajkrat zraven, se je ustanavljalo Slovenske krščanske demokrate in nekatere druge stranke v okoljih, kjer smo bili izjemno močnimi, recimo v Savinjski dolini, v nekaterih drugih delih Slovenije, kjer smo se pa zavedali, da ko bo šlo proti volitvam, samo z Slovensko kmečko zvezo bo nemogoče zmagati, je treba ustanavljati tudi odbore vseh drugih strank in iz teh pač drugih strank je potem skupaj nastal Demos, in Demos je zmagal na prvih demokratičnih volitvah, na volitvah, za katere pravimo, da praznujemo letos 35-letnico. Ja, no, zdaj zanimivo, takole, če pogledamo, kaj pravzaprav v Sloveniji praznujemo, zdaj smo slišali, seveda zahvaljujoč tej napaki Urške Klakočar Zupančič o tisti prvi vladi, ki ne bi bila Kidričeva, smo videli, da je tu precejšnja zmešnjava, da nihče sploh ne ve, zakaj gre v Sloveniji, nihče od teh, ki so zdaj na oblasti. Zdaj, v bistvu mi teh prvih volitev ne praznujemo tako močno, kot pa denimo mogoče prve vlade, ki je bila leto kasneje, pa potem osamosvojitve in pojavlja se vprašanje, zakaj praktično, če v vsej vzhodni Evropi iz nekdanjega vzhodnega bloka praznujejo predvsem to presekanje s komunizmom. Te prve demokratične volitve, pri nas se pa to toliko ne poudarja. Ali je to zato, ker s komunizmom še nismo povsem končali? Torej, prva vlada je bila po prvih demokratičnih volitvah. Po prvih, ja, tako, eno leto kasneje, zdaj 34, prve volitve 35, Ne, po volitvah leta 90 je bila prva Peternetova osamosvojitvena vlada. In zdaj, zakaj se to ne izpostavlja? Jaz lahko povem en primer, obžalujem, da je bilo treba toliko časa, da smo se tudi preko Društva poslancev 90, ki povezuje ne samo poslance iz leta 90, nekdanje, ampak iz vseh nekdanjih mandatov, nekateri so še, se pravi, preteklih sklicev, nekateri so tudi danes, recimo podpredsednica Društva poslancev 90 je gospa Alenka Jeraj, ki je tudi v tem trenutku aktualna poslanka v Državnem zboru. In mi smo se dolga leta morali prizadevati, da je na tem multimedijskem portalu, ki je v preddverju Državnega zbora, da je enakovredno prikazan tudi sklic 1990. Takrat smo se formalno imenovali še delegati in delegatke, ker še ni bilo tega novega zakona, ampak to je bila osamosvojitvena skupščina, ki je sprejela vse osamosvojitvene zakone. In ko smo hodili na srečanja z vodstvom Državnega zbora, smo rekli, kako to, da je šele 1992 tako izpostavljeno in potem naprej. Je bil odgovor, da zato, ker šele takrat se to formalno imenuje Državni zbor. In pred par leti je bila tudi ena velika razstava tudi v Tivoliju, kamor prihajajo tudi mnogi tujci in tako naprej. In o osamosvojitvi ni bilo nobene besede na teh 30 panojih, vse se je začelo 1992. In na to vztrajanje Društva poslancev 90 pa je, to jih pa moram pohvaliti, pa zdaj prišlo do zelo korektne predstavitve osamosvojitve takratnih
izvoljenih v 3 zborih, družbeno-politični zbor, zbor občin in zbor združenega dela. In prav v tem trenutku, če bi zdaj bili v državnem zboru, v preddverju, tudi zdaj, ko smo imeli to proslavo, je tudi lepa majhna razstava, ki prikazuje vse takrat izvoljene in kako so potekale te prve demokratične volitve. Zdaj, verjetno je pa za nekatere malo neprijetno, če se izpostavlja prve demokratične volitve po drugi svetovni vojni v Sloveniji in jim nekako bolj ustreza, da se o tem malo manj govori. Recimo. Ja, pa lahko kaj spremenimo, ne? Vse te države imajo nek spomenik, da je konec komunizma, da zdaj pa demokracija, mi pa nič. Glejte, vse se da spremeniti. Jaz marsikdaj rečem, ko se malo tarna, da se nič ne da narediti. V trenutku, ko imaš 46 poslancev in vlado, lahko narediš vse, kar ti omogoča zakon o vladi in druga zakonodaja. Problem, ki je in ki bo verjetno še večji, je to, da seveda mnoge stvari ti potem lahko razveljavi ustavno sodišče. In izrazita neuravnoteženost ustavnega sodišča lahko pomeni, da tudi večinska vlada, ki bi hotela te zgodovinske temelje, kako je nastala Slovenija, bolj izpostaviti, ti jih lahko tudi ustavno sodišče postavi pod vprašaj in enostavno ne moreš naprej. Zato je tako pomembno za urejeno državo, da ima tudi dejansko uravnoteženo, predvsem pa neodvisno sodno vejo oblasti na čelu z ustavnim sodiščem. Po drugi strani pa tako vprašanje, kot je, da ti postaviš normalno obeležja, da v šolske učbenike ustrezno vključiš osamosvojitvene dogodke. To je odgovornost politike, poslancev in vlade. In čeprav je res, da večino časa od osamosvojitve so bile na oblasti bolj leve vlade, je pa vendarle res, da vsaj 7 let je bilo pa drugače. Pa še nekaj let take mejne vprašanja. Ampak v teh 7 letih, tu moramo pa biti iskreni, se je naredilo marsikaj zelo dobrega v gospodarstvu in tako naprej, da bi pa postavljene sistemske temelje, vključno s takimi stvarmi, da v šolskih učbenikih in tako naprej ustrezno ovrednotiš zgodovinska dejstva, tega se pa ni naredilo. In zato je pomembno tudi sedaj, ko se pripravlja na volitve, ker upamo, da bo prišlo do spremembe, je pomembno, da sedaj bi skupine iz strank in skupin, ki naj bi oblikovale prihodnjo vlado, če bo drugačen rezultat, imele pripravljen material, da se lahko tudi v učbenikih, kjer je razmerje med recimo dogajanji v času druge svetovne vojne, izjemno pomembna dogajanja, ki jih je potrebno vsestransko vedno osvetljevati in se zdaj osvetljujejo medvojni in povojni dogodki, kar je pozitivno, ampak je potrebno ustrezno težo dati, ker mi smo zdaj samostojna Slovenija, dati temu temelju, zato da bomo svoje mlade pravilno izobraževali, kaj je samostojna Slovenija, predvsem pa, da bomo tudi celemu svetu znali povedati. Mi smo seveda imeli svojo zgodovino od pretekle Jugoslavije pa prej, ko smo bili pod drugimi oblastmi, da se ve, ker zdaj se pa marsikdo res malo čudi, tudi od tujcev, ko pride v Slovenijo ali pa živi nekaj let tukaj, mu ni nič čist jasno, a smo mi že čist samostojna Slovenija, a smo še nekje vmes. V Jugoslaviji, ja, seveda, ker tudi obeležujemo te dogodke zelo nenavadno. Ne vemo točno, za kater datum bi se odločili. Dobro, ta državni 91 je pač odločen, ampak vse ostalo, te volitve, ta vlada, ona vlada, pa prejšnji, ne še državni zbor, to je pa kar precej zmešnjave tudi med ljudmi. Ampak poglejmo, zdaj je nastala neka knjiga, Soglasje za zgodovinski trenutek, je bila predstavljena, 75 avtorjev je. Seveda vsak takoj potegne usporednice s tisto novo revijo številka 57, kjer je tudi bil nek nacionalni program, seveda z veliko manj avtorji. Ali lahko enačimo zdaj ta dva programa? Kakšna je moč tistega iz nove revije pa tega zdaj? Gotovo so usporednice, lahko jih potegnemo, ko govorimo o
teži vsebine, se pravi, kako so predstavljena posamezna vsebinska področja. In tu mnogi res spoštovani avtorji, spoštovani vredni teksti. V enem bistvenem delu pa žal ni skoraj da nobene primerjave. Namreč v čem? Ko so nastali ti prispevki za nacionalni program in vedelo se je, da je to en temelj za to, da gremo potem naprej v demokratizacijo in osamosvojitev Slovenije, se je tudi na, bom rekel, zdaj politično-operativni ravni iskalo in našlo soglasje, da smo šli skupaj v to osamosvojitev. In čeprav je bil Demosov temeljna vloga za to, da smo izpeljali osamosvojitev, je dejstvo, da ob plebiscitu so tudi ljudje, kot je recimo Milan Kučan, takratni predsednik predsedstva Slovenije, ki je povedal, da to ni bila nikoli njegova intimna opcija, ampak je aktivno deloval za uspešno izvedbo plebiscita, kar je bilo zelo pomembno. Bil je glavni zastopnik levega krila slovenskih pljuč, če tako rečem. In je še vedno. In je še vedno. In to dejstvo, da smo tako enotno pristopili k plebiscitu, je gotovo odločilno pripomoglo, da smo dobili tako velik odstotek, preko 90% udeležbo, izjemen delež za osamosvojitev Slovenije. In to je bil temeljni razlog, da tudi države od ZDA in drugih, ki so še nekaj mesecev predtem nam na vseh srečanjih zagotavljale, skoraj da grozile, da nas nikoli ne bodo priznali kot neodvisno državo, so ob tem rezultatu preprosto ugotovili, da je najbolje, da to čim prej se prizna, zato da se potem pač, kad se je vedelo, da se tu na balkanskem delu delajo čudne stvari, da to, da ne bo Slovenija in skupaj s Hrvaško takrat, da ne bo se to vključevalo in je bila Slovenija takrat priznana. Danes se pravi priznana tudi strani držav, ki so vnaprej govorili, da nas ne bodo priznali. Se pravi, ta enotnost je takrat dejansko bila. Mi ne moramo govoriti, kaj je kdo, ne vemo, kaj je kdo imel v glavi, a je iskreno to mislil ali ne. Dejansko so to ljudje množično podprli, ne glede na vrednost, politične opredelitve in politika. In ker je politika množično, skoraj celotna podprla, so tudi ljudje množično podprli. Sedaj imamo stanje diametralno nasprotno. Lejte, mi imamo odličen program, ki je bil zdaj predstavljen na Katedrali Svobode. Ampak če zdaj pogledamo, kdo naj izvede ta program? Mi imamo dobesedno sovražno ločnico med dvema deloma, kjer se skuša, nam zdaj delal primerjav, ki je bolj, ki je manj, ampak se skuša iz ene strani na drugo stran dobesedno diskreditirati nosilce enih oziroma drugih. Pa ni to enakovredno, ampak diskreditacije se dogajajo z ene in druge strani. In zdaj, če ti skušaš na tak način anatemizirati, narediti neverodostojne nosilce neke opcije, ki predstavlja blizu 50% narodovega telesa, to pomeni, da ti že v temelju onemogočaš, da bi nek kakovosten program, kot je zdaj tu predstavljen, bil lahko izvajan kot skupni program. In zdaj lahko se reče, sej, hvala Bogu, tu sodelujejo poleg desnosredinskih, tudi levi politiki, kot je recimo Borut Pahor, nekdanji predsednik. Seveda, ampak Borut Pahor je zdaj tukaj kot nekdo, ki ga skuša leva stran, če smo poslušali tudi ta intervju gospoda Kučana, pa to ga skuša narediti kot povsem neverodostojnega, ker je pač povedal nekatere stvari, ki so gotovo jim bilo zelo neprijetne za poslušati. In jaz mislim, da se mi ne zavedamo, da smo mi v zelo težkem položaju. Slovenci kot narod, Slovenija tudi kot država. In če pogledamo še mednarodne razmere, če bi se zdaj zgodila kakšna vojna, kot se je zgodila druga svetovna vojna, si lahko vprašamo, kaj bi bilo z nami. Takrat je prišlo do državljanske vojne. Še leta, desetletja zgleda, da bomo izkopavali
žrtve, ki so posledice te državljanske vojne. Če bi zdaj prišlo do nečesa podobnega, se bojim, da bi se zgodilo nekaj podobnega. Predvsem moramo pa vedeti, da mi imamo zdaj tako stanje v Sloveniji, da bi lahko zelo hitro, takrat je prišlo do razkosanja Slovenije. Predstavljajte si, mi imamo Zahod, kjer bi, smo živeli 70 let, zdaj desetletja v miru in je bil vtis, da je to večni mir po drugi svetovni vojni. Ampak, ko pridejo take razmere, z zahodne strani italijanske ambicije, severne strani odkupujejo se zemljišča in vse, z nemške strani, z madžarske strani so zemljevidi in druge zadeve, kjer pač trdijo, da je po 100 letih te trianonske pogodbe, da ta več ne velja. Še posebej, če sledimo ruski praksi v Ukrajini, tako, ki tudi ne priznava teh mednarodnih dejstev. Ob tem imamo pa pač v največjih mestih tudi slovenstvo dobesedno na kolenih, če povem zelo direktno. In jaz mislim, da če se bodo slabo nam odvile stvari, Slovencem kot narodu in Sloveniji kot državi, ne bomo mogli reči, tisti, ki pripadamo bolj temu pomladnemu desno-sredinskemu krogu, samo levica je kriva. Zato, ker če se zavedaš, v kakšnem stanju si, potem moraš pač iskati poti, da boš v nekih izrednih razmerah iskal neko izredno soglasje, kot smo ga iskali takrat, ko smo se osamosvajali. No, ampak glejte, zdaj govorite pač o tej razdeljenosti na dva pola, ampak tudi dve vodilni politični osebnosti skozi vseh teh več kot 30 let v Sloveniji ravno tako v bistvu bolj nagovarjata vsaka svoj pol, manj pa to sredino. No, konec koncev ta zadnji intervju Milana Kučana, ravno tako govori, da Logar seveda ni pravi, Logarja ne, zdaj Prebiliča ne vemo. Skratka, vsi se od te sredine, te dve glavni osebi, ali pa konec koncev Janez Janša je tudi rekel, ali bom imel večino in bom vladal, ali pa nič. Torej, kaj je zdaj z vsem tem? Kako naj tu ravnamo? Kako vi vidite ta morebitni možni sredinski, da tako rečem, blok? To je bila ideja, ki se je pojavila, ta besedna zveza se je pojavila zdaj v javnosti. Jaz osebno to podpiram. Zato, pa ima kakšne možnosti, šanse? Ja, jaz mislim, da je to pozitivno že zaradi tega, ker naj bi v tem krogu bile številne stranke, ki pravzaprav kot samostojne bi itak tvegale, da izpadejo iz parlamenta. Ja, ker drobijo, tako levico kot desnico. Tako da že samo po sebi se mi to zdi pozitivno, ker če ti nagovarjaš ljudi, da te podprejo za volitve, je prav, da tudi najdeš način, kako boš te glasove pretvoril v poslance, ne pa da se zgubijo, če ne prideš v parlament. Ampak pomembneje od tega se mi zdi vsebinsko vprašanje. Torej, kaj je naša prihodnost? Kaj je prihodnost Slovenije? Kakšne spremembe so tiste, ki bi lahko ta zaskrbljujoč trend za naš narod, našo državo spremenile? Albert Einstein je enkrat rekel, kaj je definicija norosti. Če vedno znova na iste stvari delaš na isti način, je pač norost, da pričakuješ drugačne rezultate. In mi se vrtimo v tem začaranem krogu že zelo dolgo. In po drugi strani tudi ta politična kombinatorika sama po sebi, veste, nam ne bo prinesla bistvene spremembe. Mi lahko rečemo, tu imamo zdaj en blok, tu je drug blok, tu je nek sredinski blok nastaja, ampak na koncu se moramo vprašati, kaj je? Glejte, mi smo v Društvu poslancev 90 v Zavezi 2025 pred par dnevi, smo proslavljali, smo pač pred dnevom državnosti, predvsej pred dnevom državnosti organizirali to slovesnost v državnem zboru, smo zapisali, da se zavezujemo. Mi smo, noter nas je blizu 300 poslank in poslancev vseh vrednostnih in političnih opredelitev, da se zavezujemo prvič za spoštljiv dialog, odnose med ljudmi, ne glede na to, kakšne so naše vrednostne in politične opredelitve, se pravi, da se lahko pogovarjamo. Drugič, da si prizadevamo
za utrjevanje pravne države in dosledno delitev zakonodajne, izvršilne in sodne oblasti, za neodvisnost teh treh vej oblasti, za spoštljiv pokop vseh nepokopanih žrtev druge svetovne vojne, zato, da bomo razbremenili naše otroke, vnuke, pravnuke, da bodo lahko neobremenjeni s to zgodovino skupaj gradili socialno uspešno državo in gospodarsko uspešno državo in socialno pravično družbo zadovoljnih ljudi. Zavzeli smo se tudi za ustanovitev pokrajin, zato da bo tudi Slovenija čim bolj enakomerno se lahko razvijala. In zavzeli smo se kot temeljno, in o tem je bilo daleč največ govora, da bomo naredili vse, da se vzpostavijo in delujejo vse ustanove, ki lahko preprečujejo ta rak slovenske države in družbe, to pa je korupcija. To je neka tema, o kateri se nenormalno malo govori, čeprav je verjetno ena od najhujših zaviralk, da bi sploh lahko prišlo do nekih resnih sprememb, če vemo, da je vsaj 5 milijard evrov letno Slovenija izgubi zaradi korupcije, smo pa pripravljeni o temah, ki govorijo o nekaj 10.000, nekaj 100.000, kakorkoli evrih, imeti omizja, tematike in tak naprej. In referendume. In referendume o tej tako usodni stvari, ki je, kar je zelo žalostno, Slovenija v zadnjem obdobju potegnila ne v pozitivni smeri, ampak v negativni, da smo na mnogih področjih Slovenija skoraj da na prvem mestu v Evropi po razraščeni korupciji, o tem pa praktično se ni možno niti resno pogovarjati. In to je zame temeljno. Ali bo ta sredinski blok, ali bo desni blok, ali bo levi blok, ali se je pripravljen o teh stvarih pogovarjati. Lejte, jaz povem tukaj mojo oceno in moja spoznanja, ko zdaj vodim 6 let Društvo poslancev 90, kjer smo dali tej temi korupciji res absolutno prioriteto. Če vi zdaj povabite predsednike vseh parlamentarnih strank na to temo, nimate teoretične možnosti, da pridejo na ta pogovor. Prej bo padel komet na ta studio. Zakaj se to ne bo zgodilo? Jaz nobenega ad personam ne obsojam, ampak mi imamo situacijo, ko v nekaterih strankah nižji sloji, nižje strukture ne smejo govoriti o korupciji, da zaščitijo svoje šefe, v nekaterih pa šefi ne smejo govoriti, ker nižje strukture, ki so jim pomagale na ta mesta, tega ne dovolijo. In dokler ne bomo pogledali tu resnici v oči, in del te resnice je recimo, ker smo se z zdravstvom zelo veliko ukvarjali, da samo zdravstvo, samo ljubljanski klinični center, pa ga ne omenjam kot slab primer, ampak kot primer, ki je bil obdelan, po ugotovitvah uglednih posameznikov, kot so profesor dr. Noč, zdravnik Mrevlje in še nekateri drugi, letno zaradi korupcije izgubi okoli 100 milijonov evrov. In če se mi vprašamo, kaj to pomeni, in kaj je skupna točka vseh, ki se borijo proti korupciji, ali pa smo se v preteklosti borili proti korupciji, brez izjeme, vse, ki so se borili proti korupciji, se diskreditira, se jim jemlje projekte, dr. Noču, ko je pomagal razkrinkati te zgodbo z žilnimi opornicami, z 200-300% preplačevanjem. A veste, ker se vprašamo, kako je možno, da bi en klinični center, ki ima 800 milijonov evrov letnih stroškov, da je 100 milijonov evrov pobere samo korupcija. Lejte, če so ene žilne opornice preplačane 200-300%, vemo pa, da je več kot 15.000 artiklov, ki jih bolnice naročajo, in vemo, da ni nobene logike, da na drugih področjih ne bi bilo isto, potem je jasno, da imamo mi eno stanje, kjer smo o ključnem problemu, ker to ne uničuje nas samo materialno, to te moralno uniči, to ti zveže roke, ti ne smeš govoriti. Ja, to je zlate verige. To je primerljivo s tem, ko je nekoč v Palermu bila organizirana evropska konferenca o boju proti korupciji.
in so rekli, neverjetno, v Palermu, v boju proti mafiji, neverjetno, lejte, v Palermu je tako uspešno bila izpeljana ta konferenca proti mafiji. Čez 14 dni so pa ugotovili, da od začetka do konca vse za red, za mir, za to, da je vse lepo teklo, vse je organizirala mafija. Ja, ampak gledajte, gospod Podobnik, to se zdaj seveda zelo dobro sliši, ampak vendarle zdaj, ne, po teh 35 letih od te prve demokratične stranke in vsega tega, kar ste tudi vi osebno preživeli v tem času, je to zdaj samo neko društvo. Vmes ste pa bili aktivni v Slovenski ljudski stranki, potem združitev s krščanskimi demokrati, takrat ste se malce oddaljili. Danes imamo spet neko novo ljudsko stranko, ne, Slovensko ljudsko stranko. Komentirajte nam malce, kje je danes ta Slovenska ljudska stranka? A je gospa Tina Bregant odstopila ali kako je s tem? Namreč to smo lahko brali, ne? Kako je zdaj s tem? V strankah pa potem to ne funkcionira. Neko društvo ima lahko prekrasne ideje, tako jih podpišemo, ampak realna politika je pa v 2 blokih, ne funkcionira, menja predsednike, se združuje, se ne združuje. Kako je zdaj s tem? No, da vendarle zaključim, ker ste med vrsticami rekli, češ saj ste bili v politiki, res je. Lejte, in na zelo močnih funkcijah, in ko sem bil podpredsednik vlade, v Drnovškovi vladi, smo skupaj s civilno iniciativo za Slovenijo, gospod Edo Ravnikar, Burger, doktor Vodopivec, doktor Tomšič, mnogi drugi, smo naredili program, ki je v temelju obračal stvari na glavo. Zato, da bi naredili Slovenijo tako, kot smo si jo predstavljali, ko smo šli na plebiscit. Kaj se je zgodilo? Ne? Jaz sem imel 4 leta najvišjo stopnjo varovanja, 6 varnostnikov, 2 ob meni, 2 na čakanju, 2 pa prosta. Nastopil sem z neprobojnim jopičem. Zaradi boja proti korupciji, zaradi konkretnih primerov. Imel sem izkaznico, jaz nisem vedel, koliko je močna, ker so mi rekli policisti, kjerkoli boste po svetu ali v Sloveniji, če je kakršenkoli sum, samo to pokažite. Ko sem bil enkrat v Oxfordu, sem dobil ravno takrat en telefon, ker telefonske grožnje so bile z likvidacijo, so me obvestili, da je bil spet en telefon za likvidacijo, sem pokazal policistom na letališču, da je pač tukaj neka grožnja bila, je bilo takoj na displeju pisalo pač let prestavljen, naredili so 120 potnikov je moglo čakati, naredili so pregled aviona in čez uro pa pol približno smo se ukrcali. Se pravi, najvišjo stopnjo varovanja sem imel zaradi borbe proti korupciji. Bil potem diskreditiran do temeljev. Da še danes, ko ti vprašate, čakajte, kaj je, to je pač, kdo je ta Marjan Podobnik, kaj je on naredil narobe? Škodljivc je bil, 2-krat sem bil izvoljen na takratnih Financah za najbolj škodljivega politika. Diskreditiran na vseh možnih področjih. Do te mere moja pokojna mama, ki je bila stalno pred televizijo, ni mogla verjeti, če je bilo na 100 negativnih stvari 5 normalnih, povprečnih, pa 1 pozitivna. Jasno, da celo če si mama svojega sina podvomiš, da nekaj mora biti na tem. In ko so ljudje to videli, in ko ljudje to vidijo, ko sem jaz doktor Noču rekel, da bi mu dal priznanje za njegovo borbo proti korupciji, zdaj na tem srečanju pred par dnevi, je rekel, gospod Podobnik, najlepša hvala, vas prosim, ne. Ker ko sem najprej pomagal razkrinkati z gospod Gočevo in drugimi te žilne opornice, so mi vzeli tako en projekt, potem še enega, in če dobim katerokoli priznanje, imam same težave. Zakaj? Ker to je sistem. Eksemplarično. Kdorkoli se bo proti temu boril, ga bomo uničili bomo njega, njegov ugled, njegovo družino in tako naprej. In to je temeljni problem. Veste, to je temeljni problem. Kje je zdaj Slovenska ljudska stranka? Lejte, kar se tiče pa Slovenska ljudska stranka. Ni. Ja, seveda, Tina Bregant je predsednica. Ni odstopila. To je pa medijska zgodba. Jaz sicer, kot veste, sem samo član. Ja. In sem povedal, ko sem prepustil stranko toliko let nazaj, ne bom klicaril ljudi okoli, to lahko povedal, vprašajte jih, če koga kličem. Sem pa rekel, čutim pa dolžnost, kot izkušen, da je moj telefon vsem vam na razpolago. Če me kdo pokliče, in me včasih kdo pokliče. Tokrat sem pa, ko sem včeraj prebral,
Tina Bregant je odstopila, sem jo pa takoj poklical, Ja. se je malo zasmejala in rekla, to je pa verjetno malo, rekel, take nenapovedane reklame na seji glavnega odbora, ko sem videla, da imamo zahtevno finančno stanje, za katerega je rekla, sem povedala, da sama nisem kriva, sem povedala prejšnjemu vodstvu in tudi drugim, zdaj pa dajte vi pomagati, da rešimo to finančno stanje, sicer pa jaz vam ne morem pomagati. Ne? In tako je, mislim, da je gospod Požar interpretiral, da je odstopila. Jaz mislim, da je zelo dobro zastavila v zelo zahtevnih pogojih in želim vse dobro. Pa to, kar smo prej rekli, jaz verjamem, da bodo našli eno tako obliko sodelovanja, da bodo te pozitivne stvari, dobra organiziranost na mnogih delih terena, župane in vse to, da bo to postalo delene povezane zgodbe z zanesljivim vstopom v slovenski parlament in z krepitvijo ene povezovalne politične sile v sredinsko zmernem prostoru, kar po mojem mnenju Slovenija zelo potrebuje. Ampak to težko finančno stanje Slovenske ljudske stranke je bila tudi tu korupcija ali kako? Jaz mislim, da ne. Se pravi, jaz lahko povem, ko sem jaz prevzemal stranko, koliko je zdaj to 6 let nazaj, približno, mislim, 7, sem s primopredajo dejansko prevzel tudi, sem videl, kakšno je stanje, predvsem to razmerje med centralo in odbori, ko so odbori imeli plus, ki ga niso mogli pač koristiti, tudi to zunanje razmere. Osnovni problem, jaz mislim, da je bil in to je tudi pogosto čisto razumljivo, da ko ti greš recimo na volitve, pa si tudi v šibkejših materialnih pogojih, ti skušaš biti enakovreden. Kolikor vem, so zelo veliko porabili za zadnje evropske volitve, kar je presegalo prilive. Neuradno sem slišal, da je bilo nekaj nezadovoljstva tudi zaradi tega, ker naj bi bilo pač več ljudi zaposlenih na stranku, kot so to materialne možnosti omogočale. Kolikor jaz vem, in moram reči, da sem se zelo pozanimal z izkušnjami, ki sem jih imel, preden sem takrat prevzemal stranko, in vem, da te stvari, ki so se očitale v medijih, tudi v zadnjih letih, tudi zdaj pred kongresom, kako se izkoriščajo sredstva, jaz mislim, da v 95% bi si upal trditi, to ne drži. Ampak kako to, da člani niso podprli, vsi niso podprli doktorja Petra Gregorčiča? Ja, to je, rekel, ena res nesrečna zgodba. Meni je recimo žal, da je takrat po evropskih volitvah naredil doktor Gregorčič edino stvar, ki se jo ne sme narediti po volitvah. Se pravi, takrat po volitvah si lahko tiho, lahko se zahvališ, lahko si vesel, lahko si žalosten. Ne smeš pa dati klofute tistim, ki ti pač pomagajo na volitvah. In on je takrat na tisti večer po volitvah najprej pač povedal, tako je očitno čutil, ko je malo bil tudi prizadet, ker je nekaj malega zmanjkalo, dosegel je pa izjemen rezultat za takratne možnosti. Je rekel, da pač mu stranka ni pomagala, na mnogih področjih niso nič naredili, ampak to je bilo recimo tisti večer, razočaranje. Usodna napaka je bila pa nekaj dni kasneje, ko je na srečanju glavnega odbora to ponovil in je zelo, jaz nisem bil na tem glavnem odboru, ampak vsi ljudje so mi to potrdili, da je bil zelo kritičen, češ da teren mu ni pomagal dovolj, da mnoga področja so spala. Verjetno je bil del kritike upravičen. Jaz pa osebno poznam nekatera okolja, kjer je recimo nekdo leta in leta investiral svoj denar, svoj čas, svoj vse, potem je pa v njegovi občini, v njegovem okraju se pojavil en čist nov kandidat neke druge stranke in to ni pomenilo, da je recimo tam ljudska stranka dobila 10-20% manj, ampak je dobila lahko 2-krat manj, 3-krat manj. In seveda ljudje so bili neverjetno prizadeti zaradi te kritike, ki je za mnoge bila neupravičena. Moja ocena, pa nekako jemljem, da še vedno dobro poznam razmere v stranki. Če bi doktor Gregorčič tisti večer na televiziji rekel, hvala lepa vsem, ki ste me volili, hvala lepa ljudski stranki, ki mi je pomagala povsod na terenu, zdaj pa bomo analizirali, kaj naprej. In če bi šel potem na glavni odbor, povedal to, potem pa še en stavek. Poglejte, zmanjkalo nam je
par glasov. Če ocenjujete, da lahko pomagam še naprej, sem pripravljen razmisliti, da prevzamem tudi kot vaš vodja, jaz sem prepričan, da bi Bianco na tem glavnem odboru dobil najmanj 80% glasov. In bi šel od tam kot predsednik in ko zdaj govorijo, ker je v statutu Ljudske stranke, da 3 mesece moraš biti član, da si predsednik. Tisti večer bi sklical kongres, da bi spremenili pač to statutarno pravilo. Tako da jaz obžalujem, da se je to zgodilo. Dr. Gregorčič je eden redkih, ki se je v tem krogu desnosredinskem pojavu v zadnjih 15-20 letih kot ena nova persona, ki z izjemnim nastopom, in mu tudi želim, da kjerkoli se bo že angažiral, da je uspešen. Si pa želim, da se deluje bolj povezovalno, ne? Ker tudi zdaj, ko z veseljem spremljam kakšen pogovor, ne? Vidim, da ko ti ad personam napadaš nekatere ljudi, ko nekaj slišiš ali pa prebereš. Jaz sem na to posebej občutljiv, ker vem, kaj vse so o meni govorili. In meni je enkrat nekdo rekel, Marjan, pa zakaj nam ti nisi povedal tega in tega? Ti si sigurno vedel. Zdaj, ko veste kaj, jaz imam izkušnjo, da če osebno ne vidim ali pa od meni povsem kredibilnega človeka ne izvem, tega ne širim naprej, ker vem, kaj vse so o meni govorili. Ker če bi bilo 20% tega res, vi ne bi želeli z mano sedeti, ne kdorkoli normalen drug. No, ampak recimo veliko smo slišali, tudi ne vemo, ali je res ali ne, ampak ta gospod se pa tudi ni izjasnil. Slišali smo glede izobrazbe dosedanjega predsednika. Kako je pa s tem? Jaz mislim, da je to naredil veliko napako zase, za svojo kariero. Ne vem, jaz sem takrat, ko sem ga vprašal, da povej, kaj imaš s to diplomo. Če jo nimaš, ne moreš napisati, ko greš na volitve. Ampak ni to, pač to je ena napaka. Ampak potem, če pa to ponavljaš ali pa se skrivaš pred mediji, je to druga napaka. In tudi to, meni ga je žal. Jaz mislim, da je sicer ta mesto predsednika stranke je bilo za njega očitno prezahtevno, ampak to ni nobena tragika, pač ljudje smo za neke stvari bolj usposobljeni, za neke manj. Tudi kasneje, jaz sem bil parkrat na srečanjih ta leta, ko ga je kdo vprašal in je bilo vedno rečeno, vse bo pojasnjeno. Tako se ne moreš iti politike. In jaz mislim, da je tudi po svoje bilo ponesrečeno, ker se je potem to tudi nekako nadaljevalo zdaj ob tem kongresu. Jaz mu želim, da pač izobrazbo zaključi, če jo ne more zaključiti ali če ima nek drug problem, je še vedno bolje, da sedaj pove, da jo res ni imel te diplome, res jo nima in da to obžaluje, da ljudje bodo to bolje sprejeli in tudi za Slovensko ljudsko stranko bi bila to neka razbremenitev. Jaz sem prepričan, da gospod Balažic ima veliko dobrih lastnosti, prihaja iz ene dobre družine. Tudi, ko smo se prej srečevali, ko je bil neki predstavnik za pogovore z javnostjo v času Povežemo Slovenijo, je res naredil dober vtis. In mi je res žalno, da si je to privoščil in želim, da bi to na nek način uredil. Torej, zdaj Slovenska ljudska stranka pravzaprav je v vseh teh 35 letih nekako potem začela zaostajati, pa je bila združitev Krščanski demokrati, se ni vedelo, a smo zdaj krščanski, a je to predvojna ljudska stranka, je zdaj to kaj novega, Potem nekako županov je bilo zelo veliko, ampak zdaj spet v Evropskem parlamentu je bil gospod Bogovič, ki se je tudi moral, da je bil izvoljen, povezati z drugimi strankami, sicer mogoče ne bi bil. Kakšna je danes ta ljudska stranka, kakšna je njena moč? Zdaj gospod Bogovič pač ni bil izvoljen v Evropski parlament, tudi gospod Gregorčič ni bil, predsednik je bil gospod Balažic, predsednica je zdravnica. Mnogi pravijo, da pač ni iz podeželskega okolja. Je nekako ne vidijo v tem kontekstu. Torej, kje je danes Slovenska ljudska stranka? Torej, jaz sem zdaj samo član. Nimam nobene funkcije in tudi ne hodim na organe. Ampak zunanji opazovalec. Tako. In recimo poznavalci iz preteklosti in kar tako. Izvem, jaz bi rekel najprej, če o doktor Tini Bregantovi.
ta očitek, da ni iz podeželskega okolja, je po mojem popolnoma deplasiran. Lejte, ko smo mi iz Slovenske kmečke zveze šli v Slovensko ljudsko stranko. Jaz sem to vodil, ta postopek, predsednik v to. Je bil glavni razlog v tem, ker smo vedeli, da delež kmečkega populacija kot povsod po svetu pada, problemi rastejo in mi bomo lahko tudi kmečke in podeželske probleme uspešno reševali, če bomo tudi druge sloje in stanove prebivalstva prepričali o pomenu kmetijstva, obdelanega poseljenega podeželja, samooskrbe s hrano. In dejansko si to tudi naredili, postali smo močna stranka, ob času vstopanja v Evropsko unijo smo imeli močne pogajalce in smo si veliko stvari lahko tudi izpogajali. Danes je stvar podobna. Kmetov je še bistveno manj, se pravi, zelo majhen delež še predstavljajo. In to, da je ena ugledna zdravnica, ki je pogumna, ki se bori za čisto pitno vodo v Ljubljani, ki ne štedi besed, ko je treba neke stvari jasno povedati, ki ima tudi svoje napake, kot jih ima vsak izmed nas, je to za stranko, kot je ljudska stranka, samo prednost. Jaz sem ji čestital, ko je bila izvoljena, in sem ji svetoval, sem rekel, ti svetujem, glede na to, da je bil to tak kongres vendarle 2 blokov na nek način, da povabiš vse, od dr. Gregorčiča, gospe Nine Strah in dr. Nine Strah in vseh drugih, kolikor vem, jih je povabila in mislim, da je to ta stvar, ki je pozitivna. Definitivno je zdaj morajo pač na nek način najti obliko reševanja teh pač materialnega problema, ki je tudi rešljiv, ker če bodo ljudje videli zgodbo, če bodo videli, da je prišlo do ene povezave, neke skupne liste, kjer je ljudska stranka del rešitve, kjer lahko pripomore z odločilnimi glasovi skupaj z drugimi manjšimi strankami, da pride do spremembe politične oblasti. Kajti to, kar je sedanja oblast, sedanja vlada na mnogih področjih je za podjetnike, obrtnike, kmete, za zdravstvo, za en del zdravstva, za nekatere druga področja je nesprejemljivo. Nekaj takih mandatov Slovenci ne preživimo več, pri čemer jaz spoštujem mnoge, ki delajo v tej vladi na različnih področjih. Se pravi, če bojo ljudje začutili, da je ljudska stranka del ene take pozitivne zgodbe, ki lahko spremeni in v pozitivno smer potegne Slovenijo, bodo tudi materialni in drugi problemi hitro rešljivi. In jaz verjamem, da je prav to, ta prisotnost na terenu, v pomembnem delu Slovenije, velika primerjalna prednost Slovenske ljudske stranke in želim, da to še okrepijo, predvsem pa še enkrat, vsebina je ključna. Tu bom pa odkrito povedati, jo pa pogrešam tudi pri ljudski stranki. In jo pogrešam pri vseh trenutnih parlamentarnih strankah in pri praktično vseh novih, ki se pojavljajo, ampak ne vsebino kot vsebino. To je odlično, si lahko date samo Katedralo svobode, zbornik, pa imaš že skoraj da vso vsebino. Pogrešam jasne zaveze, da se reče, če oziroma ko bomo imeli možnost, bomo naredili to in to. In to rabi Slovenija. No, seveda gospod Oman, vaš tast, pokojni, je rekel, na volitve gremo zato, da zmagamo. Ne? Zdaj ste vi omenili neko možno koalicijo, nek skupni nastop. Kakšen naj bo ta nastop Slovenske ljudske stranke na novih volitvah? Se pravi, detajlov ne poznam, vem pa še toliko nazaj, jaz recimo lahko povem, tudi prvič tukaj, ko smo postavljali mojemu tastu, spoštovanemu gospodu Ivanu Omanu, tablo spominsko na domačo hišo v Zmencu. Sva se takrat z Matejem Toninom pogovarjali, jaz sem bil takrat še predsednik ljudske stranke, o možnosti, da bi, to je bilo ravno po volitvah, ko nismo prišli v parlament, kot Povežimo Slovenijo, da bi prišlo že takrat do oblikovanja skupne liste po nekem sistemu CDU-CSU, da bi se nek način tako povezali, pa potem še kdo zraven in da bi s tem povezali in lokalni nivo, župane, vseh, ki niso desni čisto, ki niso čist levi, ki želijo biti pač nekako
čim bolj v tem sredinskem krogu, ker posebej za lokalni nivo, posebej za župane je dejstvo. Oni rabijo 50% in oni iščejo pač neko širino. Takrat, potem jaz nisem dobil podpore na stranki, tudi nisem potem več kandidiral. Za to povezovanje. Tako, nisem potem več kandidiral za predsednika stranke. Sem pa tudi še takoj po tistem bil še parkrat v kontaktu in takrat z Balažicem, potem kot predsednikom in Matejem Toninom kot predsednikom NSI-ja, prav od tej možnosti, da bi vendarle neko tako povezavo naredili. In moja ocena je, da bo prišlo do neke, jaz si želim, ampak tudi nekako ocenjujem, da bo prišlo do nekega sodelovanja Ljudske stranke, Nove Slovenije, Fokusa, gospoda Lotriča, definitivno pred volitvami, neke oblike nekega sodelovanja na neki listi, morda tudi z gospodom Logarjem, morda še s kom, predvsem zato, ker bi bilo škoda, da se ta vendarle, se pravi, še močna organiziranost na terenu, ki pa s tem, ko se leto za letom in mandatom, ko izgubljaš volitve, se ta vendarle slabi in počasi ljudje ugotovijo, da če ti ne ponudiš zgodbe, tudi če je šibkejša, ampak če je kamenček, tvoj kamenček zgradi močan mozaik, je ta kamenček zelo pomemben. In Ljudska stranka je danes lahko pomemben kamenček za mozaik uspešnejše Slovenije. Ampak še enkrat poudarjam, mislim, da tudi če bodo gradili to zadevo in verjamem, da bodo, upam in želim, da bodo dali jasne zaveze, kaj bodo naredili, če bo prišlo do uspeha. Ne dvomim, se pravi, če bo ta skupna lista, bo to zanesljivo parlamentarna lista, se pravi, bo tudi Ljudska stranka parlamentarna stranka, ampak tudi, če pride do vlade, in verjamem, da lahko pride, da bi se res postavile jasne zaveze o teh stvareh, o katerih sem prej povedal, da smo jih zapisali v zavezo. Tako da ne bo samo parola, samo da ni Janša, ne? Tako kot je bilo zdaj na zadnjih volitvah. Seveda, ker veste, to je tako, po eni strani je to sistem, ki levici že nekaj časa uspešno uspeva. Zdaj, Janši je treba priznati, on vodi najuspešnejšo stranko desetletja. Zadnjič je pa napisal, mislim, da nekdo, če pa zadnjih 20 let, pa ima najuspešnejšo stranko v Sloveniji, ampak če zadnjih 20 let, če bi nekdo drug vodil, ne vem, SDS, mislim, da je Anton Tomažič napisal, če se ne motim, če bi zadnjih 20 let nekdo drug vodil SDS, ali bi bila Slovenija danes v slabšem položaju? A ne, rekel, zelo nesramno vprašanje za koga, ampak kaj hočem reči, nima smisla, da se mi vtikamo v druge stranke. Mislim pa, da je pa prav in tudi na nek način dolžnost, da pa skupaj iščemo rešitve. In če je skupna zavest, kot je bila tudi na tej katedrali Svobode pokazana, da je situacija skrajno resna, potem mi ne moramo reči, glejte, jaz delam v redu, jaz sem dober, zdaj, če pa ob tem stvari druge ne grejo v redu, to pa ni moja stvar. Če nam gre, če smo državniki, če skušamo gledati široko in konec koncev tudi kot kristjani, iščemo stvari, ki so dobre za ljudi, ker je to dolžnost, potem smo pač prisiljeni gledati tudi širše. In več moči, ko imaš, večje odgovornosti imaš. No, zdaj za konec, recimo, poglejva še tole, to primerjavo ste naredili med tistim obdobjem leta 88 in 57 številko Nove revije, kjer je bilo razmeroma malo avtorjev, ampak je bila ta moč v ljudeh, je bila neka moč, ki je v bistvu rušila te meje. In seveda danes, zdaj vi ste imeli kariero tudi v gospodarstvu, bili ste ne nazadnje v Telekomu, pa potem tudi v drugih podjetjih, pa ne nazadnje udeleženi kot Ljudska stranka tudi v tej tako imenovani pivovarski vojni, kjer se je zagovarjal slovenski nacionalni interes, katerega danes tako ali tako ni več. Kaj imamo danes sploh še v Sloveniji tega materialnega v rokah? Imamo sploh še kakšne vzvode? Banke smo že dvakrat sanirali. Kaj sploh še imamo? Da imamo kakšne, bom rekla, po trumpovsko adute v rokavu, da se sploh lahko o čem pogovarjamo? Mi imamo
danes mnogo večje adute, kot si mislimo, da jih imamo. In če mislimo, da imamo zelo slabe adute, je dovolj, da se zapeljemo dol proti Pirotu, v Srbijo, pa dol v osrednjo Bosno, lahko še malo bolj proti jugu, lahko v kakšne vzhodne države in bomo videli, da živimo v državi, ki nam jo upravičeno res mnogi zavidajo. Mnogi po svetu, ne samo na jugu in vzhodu, tudi mnogi na zahodu. Žal se nam od varnostnih vprašanj do varnosti človeške in tako naprej mnoge stvari premikajo v slabi smeri v zadnjem obdobju. To je res. Ampak, in tudi res je, kot ste omenili, razprodali smo tudi Pan Vito, ne? Pri Pan Viti ste se oglasili. Ja, mi praktično živilske industrije nimamo več, ne? Ja. Ko se je Pan Vita prodala, žito in tako naprej. Lejte, ko so kupovale hrvaške firme, srpske firme, ko je hrvaški sklad in firma Podravka in Teli, ki so kupovali, se pravi, mnogo slabše stoječa firma, je kupovala dobro stoječo firmo. Kaj je bila razlika? Da je hrvaška vlada takrat ocenjevala, da je to vredno podpreti in je preko svojih fondov in političnih odločitev to podprla. Slovenija je mirno pustila, da se to, slovenska politika, moramo povedati, leva in desna, da se to razprodaja, je to dopustila. Lejte, mi imamo danes, ne le, lejte, nam preko tega posledično pada samooskrba, pada prehranska varnost, ampak mi ne naredimo takih majhnih korakov v Sloveniji. Lejte, 300 milijonov evrov letno porabimo šole, vrtce, bolnici, domovi za starejše, javna uprava za hrano. 300 milijonov evrov. Veliko večino te hrane v javnih zavodih, javnih ustanovah se pripelje iz tujine. 300 milijonov evrov. In če bi samo za 200 milijonov evrov, recimo, da bi rekel, v redu, za 200 milijonov bomo pa zdaj domačim to dali. Kaj to pomeni? Tisoče kmetov v Halozah, na Goričkem, na kjerkoli majhnih kmetov bi imelo pogodbeno vezano, da bo za 30-40 tisoč evrov letno lahko prodal hrane domačemu vrtcu, šoli in tako naprej in bi se odločali, da bi lahko mladi prevzeli kmetijo, ker bi jim to pomagalo, da ima pogoje, da lahko preživi. Ampak se ne naredi nič, zadovoljili smo se, da imamo enkrat na leto slovenski zajtrk. In kaj hočem reči, ko me vprašate o teh podjetjih? Lejte, v tistem programu protikorupcijskem tak naprej leta 96-97 za civilno inicijativo za Slovenijo je bilo navedeno, glede teh bank, popolnoma jasen postopek, kako narediti vse revizije bank v Sloveniji, njihove filijale v tujini in tako naprej, hčerinske družbe, kar bi preprečilo, da bi dali 3-4 milijarde najprej za sanacijo, smo dali, potem smo nekatere poceni prodali, komu? Nekim skladom, kjer ne vemo točno, kateri denar je v teh skladih in tako naprej. In smo spet pri istem vprašanju korupcije, teh povezav in tako naprej. Ampak ne glede na vse to, mi moramo vedeti, mi imamo možnosti, zato ker možnosti niso samo nekdanje. To se je prodalo, ampak kdo danes drži Slovenijo po konci? Množica podjetij, obrtnikov, uspešnih podjetnikov, za katere ne vemo, kako se imenujejo, ki pa so temelj našega gospodarstva, temelj naših davčnih prihodkov. Mi dobivamo vedno nove možnosti. Slovenci smo neverjetno sposobni narod, da ob tako velikem deležu, kar s korupcijo zgubimo, ob tako nesmotrni politiki na mnogih področjih, kot jih recimo pelje tudi sedanja vlada na mnogih področjih, smo še vedno uspešni. Na mnogih področjih zelo uspešni. Na nekaterih pač žal ne. In zato jaz mislim, da je naloga vseh nas, da spodbujamo optimizem, spodbujamo aktivno delovanje. Gregorčič je rekel, dolžan ni samo, kar veleva mu stan v eni pesmi. Kar more, to mož je storiti dolžan. Franz Kafka, če se ne motim, je pa filozof, je pa rekel, da je eden glavnih problemov človeka in človeštva je, da ljudje ne iščemo resnice, ampak iščemo predvsem potrditev tega, da to, kar mislimo, da je res, resnično.
No, to ste pa zelo lepo povedali, gospod Podobnik, tu bova naredila piko, to misel puščava tudi ob tem dnevu državnosti, ki se bliža. Najlepša hvala, da ste bili gost. Hvala lepa za povabilo. In hvala vam, ki nas spremljate, hvala za pozornost. Nasvidenje.